Gremo na case številka 2, ki pravi, zdaj sem pa že, imamo naslednje, sicer Tamara vodi ekipo, ki razvija spletni portal. Financirajo se iz državnega razpisa. Portal razvijajo že skoraj 2 leti in čez pol leta bo financiranja konec. Pokliče vas, da razmišljajo o tem, da bi se prijavila na nov razpis, ki bo omogočal, da bodo stvari nemoteno razvijali še naprej. Super poslovni model. MVP. Kje je tukaj MVP? Ja, okej. Ja, kaj je odziv potem? A to si še Kdaj bi lahko začneš prodajati? Kaj imaš narejen, da lahko začneš prodajati? Okay. To smo mentori postali šele zdaj ali smo bili že prej? Okej. Kaj upam, da kdo od nas ne bo 2 leti pa pogledal nekoga, ki sam financiranje iz državnega proračuna ali pa evropskega pobira. Se strinjam. Recimo, da ste postali šele zdaj. Casey so poenostavljeni, da ne bo pomote. Se pravi, zgodba kle je zelo jasna. Ne? Tamara potrebuje kaj? Ogledalo, ne? Da ji rečeš, ti zdaj si serijsko koristiš razpise, ali delaš nekaj za trg, ukolikor delaš nekaj za trg, zmigaj se, dajmo prodati nekaj, ker portala razvijati 5 let verjetno ne boš razvil ničesar. Okay? To je podobna zgodba, ki si prej rekel, glede investitorja. Ne? Ista, se strinjam. Ali iti prehmal, pa kako, pa je smart ali ni. In to ni smart money, ne? Absolutno ne. Saj tukaj, mi smo zdaj na treningu za mentorje super programa, SPS-a, ki je super, da daje denar, ki daje noter, pa se vsi zavedamo, da je hkrati tudi nevaren. Ne, saj ne rečem, da je kaj narobe, ampak ja, točno to je pa lahko ful nevaren za to, da produktivnost pa vse to, ta zagnanost pade na nulo. Da se hodi samo v službo. Ok, super.